veliki krepelino čakam dan, na konaj sonce poli, prepiri sveta orenja. Daroja, razvozah mrak, leso se pomenja. Daroja, razvozah mrak, leso se pomenja, leso se pomenja. Spoštovani gostje, županja magistrica Olga Vrankar, podžupan Vinko Dragar, občinski svetniki, ravnateljica osnovne šole Janka Kersnika Brdo, doktorica Anja Podlesnik-Fetih, poveljnik Gasilske zveze Lukovica Gašper Mav, poveljnik civilne zaščite občine Lukovica Milan Dernulovec, predstavniki društev, še posebej predstavniki 5 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Lukovica. Spoštovani naši občani in občanke, ki nas spremljate preko spletne povezave, prisrčno vas pozdravljam na slovesni prireditvi, s katero bomo letos v spremenjenih okoliščinah nazdravili zreli mladenki, občini Lukovica za njen 25. rojstni dan. Zahvaljujoč današnji tehniki je mogoče to prireditev spremljati v neposrednem spletnem prenosu. In tako smo v mislih in dobrih željah povezani tudi z vsemi vami, občanke in občani. No, tukajle, v dvorani Janka Kersnika, pa smo zagotovili pravo distanco, tako da so lahko in smo lahko udeleženci na tej prireditvi brez mask, zagotovljen je ločen vhod in izhod in poskrbljeno tudi za razkužilo, tako da upoštevamo vse predpisane ukrepe. Naši glasbeni umetniki Špela, Matevž in Doroteja King ter Matej Avbelj so nas s himno uvedli v praznično razpoloženje. Zdaj ga bo v svojem govoru utemeljila županja magistrica Olga Vrankar z zgodovinskim orisom nastanka naše osamosvojene lokalne skupnosti. Lepo prosim. Spoštovani občani, dragi gostje, izredne in nepredvidljive razmere letošnje jeseni nam narekujejo drugačen pristop organizacije našega občinskega praznika. Nikakor ga ne moremo ubiti, saj naša nova občina slavi 25. rojstni dan svoje ponovne identitete, utemeljene na legitimni zgodovinski podlagi samostojnega sodnega okraja 19. in prve polovice 20. stoletja. Našo samostojno politično upravno nujnost so skozi stoletja oblikovale zelo posebne strateške, vojaške in vojne vihre, ki so zaznamovale ozko dolino Črnega grabna od Rimljanov naprej. Ljudje so vztrajali na skopi zemlji in jo stoletja pojili s svojimi žulji in znojem, vendar z veliko ljubeznijo in vdanostjo. Naši predniki so v garaškem delu in surovih razmerah znali videti tudi globine, nezavedno se jih je dotaknila tudi lepota narave in videli so tudi nebo. Ker so videli tudi s srcem, so se v naših sredinah rojevali veliki ljudje, ki so pomembno oblikovali celotno slovensko omiko in kulturo. Pisatelj in politik, graščak Janko Kersnik s svojim izjemnim realistično-poetičnim videnjem slovenskega kmeta in prvih zametkov podeželskega meščanstva in strankarskih usmeritev. Slikar slovenskih mačkovih očetov
in pokončnih osveščenih hrastov. Fran Masl Podlimbarski, Jovan Vesel Koseski, Oskar Dev so le najvidnejši možje iz slovenske zgodovine naših korenin, ki so s svojim intelektom spreminjali naš značaj in gradili našo osebno izkaznico. Slovenska klasika je zrasla iz podeželskega kmečkega stanu s krščanskimi vrednotami. Iz roda v rod duh išče pot, pravi pesnik. Zadnje desetletje prejšnjega tisočletja je bilo prelomno za ves svet in milostno za naš narod. Padel je Berlinski zid, sesul se je zadnji totalitarizem, svet je zadihal s polnimi pljuči za novo upanje. V vrtincu svetovnih dogajanj in nevarnem vrenju, ki se je razplantelo ob razpadu Jugoslavije v vojna grozodejstva, smo Slovenci z enkratno enotnostjo in spretno diplomacijo v 10-dnevni vojni ubranili našo deželo in si drzno izborili samostojno državo Slovenijo ter jo umestili v evropski družbeni in kulturni okvir. Takrat, pred 30 leti, so dozorevale razmere za novo notranjo politično, pravno in upravno razdelitev na nove občine. Za decentralizacijo oblasti, za približanje ljudem, ki bodo znali sami ovrednotiti in poiskati najboljše poti za razvoj svojega okolja z naravnimi danostmi. Z referendumom konec leta 1994 je bilo sicer izraženih mnogo dvomov in nasprotovanj v samostojno preživetje, vendar je zmagal duh časa in iz domžalske občine so se rodile 4 nove. Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin. Za naš občinski praznik je bil 3 leta kasneje izbran 4. september, rojstni dan našega najpomembnejšega moža, Janka Kersnika. Kakor se je naša država rojevala iz domovinske narodne zavesti z neustavljivo energijo, ki je ne bi zaustavil noben zid in noben jez, tako se je korak za korakom oblikovala občina Lukovica z zagrizenim, požrtvovalnim in predanim delom številnih entuzijastov in poštenjakov z enim samim ciljem: služiti ljudem in postaviti novo občino na dostojno mesto v mreži novonastalih slovenskih občin. Prva garnitura s prvim županom, zaslužnim Anastazijem Živkom Burja, je v nekaj letih dokazala, da svet res ustvarjajo ljudje. Ljudje, ki jim je mar za podobo in razvoj svojega kraja, za ohranitev narodne dediščine, za korenine slovenstva in vrednote, ter imajo posluh in sposobnost za izzive časa. Orali so ledino, začelo se je dobesedno iz nič, brez primernih prostorov, seje so potekale v šolskih učilnicah, imeli pa so vizijo. Nobeden ni štel ur sestankov in tisočih potrebnih opravil. Našli so se pravi ljudje na pravem mestu. Začela se je izgradnja komunalne infrastrukture po vseh vaseh in zaselkih, vodovod, kanalizacija, izgradnja čistilne naprave v Vrbi. Ob izgradnji avtoceste smo si namesto suhega zadrževalnika, ki ga je predvidela država, izborili mokri zadrževalnik Drtiščica in tako smo dobili današnje Gradiško jezero, ki je že prepoznavno umeščeno v širšo turistično ponudbo. S posebnim spoštljivim odnosom in prepoznavanjem naše kulturne dediščine, snovne in nesnovne, so se ob sodelovanju stroke in Zavoda za spomeniško varstvo uredili naši največji arhitekturni sakralni biseri. Cerkev Svete Neže na Golčaju z znamenitim kasetiranim stropom, cerkev Svetega Luka v Spodnjih Praprečah kot naš najdragocenejši gotski zaklad, nekdanjo najlepšo baročno graščino na Slovenskem Brdo, smo z obnovitvijo zunanjega obzida zaščitili in opremili s panoji z zgodovinskim orisom. V Šentvidu je zrasel vrtec Medo,
ki je zdaj že 15-oddelčni in je organiziran kot enota Osnovne šole Janka Kersnika Brdo. V Šentvidu je odprla vrata knjižnica in nova dvorana Martina Slomška. Popolno sodobno prenovo je doživela ta dvorana, Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici in še marsikaj, kar danes sprejemamo za samoumevno. Delo je nadaljeval drugi župan, Matej Kotnik. Zgrajen je bil center občine Lukovica kot dostojno središče občine s krožnim prometom in zeleno zasaditvijo, ki omogoča počitek in prireditveni prostor. Veliko so vlagali v energetsko sanacijo stavb, osnovne šole, upravne stavbe občine, kjer so se pridobili tudi prostori za občinske uslužbence in za društva. Zadnje obdobje je zaznamovala izgradnja večnamenske športne dvorane na Brdu, katere zaključna dela in slavnostno odprtje segajo že v nov mandat mojega županovanja. Kot nova županja sem vesela, da imam priložnost nadaljevati pot razvoja naše občine. Čeprav je moja pot malo težja, saj se je občina znašla v vrtincu številnih problemov, je naša vizija jasna. Dokončali bomo zastavljene projekte. Pridobitev novih učilnic na Osnovni šoli Janko Kersnik Brdo, društveni dom v Krašni že ima novo preobleko, dokončana sta gasilni dom Blagovica in Mrliška vežica v Blagovici. Nadaljujemo z rekonstrukcijami lokalnih cest in vzgradnjo ostale komunalne infrastrukture. Vsak dan je bliže sprejem občinskega prostorskega načrta, ki ga čakamo že več kot 15 let. Ta pregled naših samostojnih 25 let sam zase potrjuje pravilno odločitev za našo samostojno lokalno skupnost. Je zgodba o uspehu. Je zgodba o sposobnih in domoljubnih ljudeh, ki so ponosni na svojo pripadnost, na svoje poreklo. Za boljše življenjske razmere so pripravljeni sprejemati tudi žrtve. Je razlog za našo samozavest in za praznovanje. Je zgodba, ki v novih razmerah zahteva nadaljevanje skupne kronike z vsemi zapleti in ovirami, z novim prilagajanjem in novimi izzivi, kajti čas se vrti z bliskovito dnevnimi spremembami, ki jim težko sledimo. Je izsek našega časa, ki smo ga znali izkoristiti. Tako kot ga za vse nas in za širšo skupnost zaznamovala v svojem času, svojim znanjem in marljivostjo tudi oba častna občana občine Lukovica, žal že oba pokojna, Niko Kralj in Franc Sapudar. Niko Kralj, oblikovalec znamenitega in velikokrat nagrajenega stola Rex, ter Franc Sapudar, tako rekoč sinonim za nekdanji Planikin brat Mojca v Lukovici. Oba s trdnimi domačimi koreninami in zazrta v prihodnost. In kje smo danes? Iskanje finančnih sredstev in odplačevanja dolga na kratek rok zavira večje investicije in težje krmarimo v razmerah nove realnosti. Vendar se vedno odprejo vrata v preživetje in prihodnost in v življenjski utrip primerljiv z drugimi občinami. Delamo vse za nadaljevanje naše zgodbe o uspehu, za dobrobit naših občanov. Prepoznajmo znamenja zdajšnjega trenutka, vključno z neznanim koronavirusom, ki nam prav letošnje poletje kaže novo videnje naše Slovenije, katere edinstvene lepote in raznolikosti zdaj na novo odkrivajo vse generacije. Rešili smo turistično sezono kot najpomembnejšo gospodarsko vejo, odkrili smo samooskrbne možnosti naše dežele in s tem znova vrednotili naše prednosti in specifičnosti. V novi luči smo zagledali domovino, vsako njeno dolino, vasico in zaselek, njene neizčrpne zaklade, ki čakajo na roke in znanje mladih rodov. Mrzlično smo odkrivali globalizirani svet, da smo ponovno ugledali svojo domovino kot naš edini dom, ki nas sprejema odprtih rok, kakor mati, da ima ta dom veliko srce, kakor mati.
naenkrat vsi ugotavljamo, kako lepo in varno je doma. V smeri teh novih spoznanj bomo zajemali tudi občani našega Črnega Grabna v iskanju novih možnosti za razvoj sonaravnega turizma, ekoloških in tržno naravnanih kmetij, pogum za nove obrti in inovativne ponudbe. Z vso odgovornostjo bomo spodbujali in podpirali vse oblike kulturnega utripa s podporo našim številnim društvom za rast ljubiteljskih in umetniških zvrsti in športa. Občino naredimo ljudje, ponosno izobesimo praznične zastave in imejmo radi svojo občino Lukovica. Sprejmite moje iskrene čestitke ob 25-letnici našega skupnega doma, spoštovane občanke in občani. Želim vam zdrave in optimistične jesenske dneve z obilnimi darovi narave. Vsem mladim pa srečno in uspešno v novem letu, v učilnicah brez prekinitev. Naj bo srečno!
V naši tesni, slikoviti dolini je bila vedno doma pesem. Nekoč v tihih večerih, za praznik in vsakdanjik, za veselje in žalost, kot žlahtna govorica srca, z najmočnejšim izrazom človeških občutij. Glasba je živa tudi v novem tisočletju, pri mladih z modernimi ritmi. To goji družina Capudar iz Krašnje, kjer se pevski geni prenašajo iz generacije v generacijo, v novo prepoznavnost. Slišali smo jih v instrumentalni skladbi skupine The Kingsmen z naslovom Louie Louie. Oranje ledino, oranje ledine in pionirsko delo zaslužnih zanesenjakov za našo občino je prikazala gospa županja v kroniki skozi četrt stoletja trdnega, uspešnega dela, ki je rodilo vidne sadove na vsakem koraku. Naša občina ima vse pogoje, znamenitosti in lepote, da se lahko odpre turizmu. Prikaz filma z tega področja nam bo osvetlil naša prizadevanja, ozavestil našo kulturno in naravno dediščino in pobožal našo pripadnost s ponosom in hvaležnostjo.
Pričujem prihodnost iz zemeljskih sanj in sokov zemlje, iz jarih cvetov bodočih pomladi in zrelih plodov bodočih jeseni. Rastem s časom novih rodov, blagrujem in hvalim življenje. Prepoznavna značka našega kulturnega utripa je vsekakor zborovska pesem. Ta nas odpira v svet in povsod žanje občudovanje in priznanje. To je izraz naše duše in čustveno zajema vse tančine in globine našega bivanja. Naši zbori gojijo sakralno, klasično, narodno in sodobno glasbo s priznanimi dirigenti in glasbenimi pedagogi. Koncerti vedno napolnijo dvorane in cerkve. Pregovorna pevska nadarjenost se v novejšem času spogleduje s profesionalci in šolanimi pevci razvejane slovenske glasbene mladine. To je poroštvo tudi za preživetje slovenskih ljudskih pesmi.
Velik del 19. stoletja je našo dolino zaznamovala rokovnjaška zgodovina, ki je prerasla v mit o vojaških beguncih in našla literarno upodobitev v Jurčičevih in Kersnikovih rokovnjačih. Dr. Stane Pelc je slavno pripoved položil v usta glavnega junaka Groga. Ta pa pripoveduje o našem pisatelju Janku Kersniku, katerega rojstva pred 168 leti se spominjamo na današnji dan. Naj povem, da je pred to prireditvijo županja občine Lukovica z nekaterimi sodelavci obiskala grob Janka Kersnika na Brdu, položila lovorjev venec, prižgala svečo, ob grobu pa je bil tudi kratek kulturni program. Tako, zdaj pa prisluhnimo doktorju Stanetu Pelcu. Se vam čudno zdi, da sem spet med vami? Jaz, stari razcapani berač, Groga po imenu. In to ravno na tej vaši svečanosti, posvečeni njemu, ki mu gre hvala za to, da sem bil, da sem in da se me ne rešite zlepa, ne danes, ne jutri, ne kdo ve kdaj. Le kdo ne pozna njegovih rokovnjačev? Eden od njih je našel svoje mesto celo na vašem občinskem grbu. Zna biti, da zaradi Kersnika in ne, Bog ne daj, zato, ker bi hoteli z njim plašiti popotnike, ki se v obilnem številu vozijo skozi Črni graben. Bržčas ni bil vaš namen že z grbom povedati vsem, ki hodijo sem, da so to rokovnjaški kraji, ki se jim je bolje, ako je le mogoče, nadaleč izogniti, nego na vso silo riniti skoznje in tvegati, da pri tem izgubiš vse, kar tovoriš s sabo, še celo svoje življenje. Med ljudmi je že od nekdaj veljalo, da so rokovnjači tatovi in morilci, zahrbtni, zlobni in neusmiljeni. Še vešala so za njih predobra. Rokovnjač je rokovnjač, eden drugemu enak. Tudi zame so rekli, da sem tak, pa nisem bil, čeprav sem bil rokovnjač. Bil, a ne po lastni volji. Berite rokovnjače, pa boste izvedeli, kako sem bil prevaran, ponižan in preganjan in kako sem nazadnje končal pri njih, pri tatovih in morilcih. Jurčič je začel mojo pripoved o moji žalostni usodi. In potem, ko ga je komaj 37-letnega ugonobila jetika, jo je nadaljeval Kersnik. 140 let bo prihodnje leto, odkar je ugledala luč dneva moja žalostna življenjska zgodba, objavljena v nadaljevanjih v Ljubljanskem zvonu. Kdo bi jo mogel bolje povedati nego Kersnik, ki je znal videti ljudsko trpljenje, ker se ni obračal proč, kakor se mnogi, kadar jim pot prekriža star in razcapan berač. Od blizu je gledal trpljenje in bedo revežev in nesrečnikov, porinjenih v neusmiljeni boj za preživetje. In nizkotne strasti, ki se tako pogosto rodijo v takih življenjskih razmerah. Kolikokrat je popisal in kolikokrat videl ta boj,
Ta okrutni, brezobzirni boj, boj, ki ne pelje nikamor drugam kot britkemu koncu naproti. Nekje je zapisal, kako različno si pomagamo naprej na našem poti. S šibo ali z gorjačo. Vseeno, samo da prideš naprej. In je potem dodal, kam? Od zibali do groba. Ja, krstnik je poznal nizkotnost ljudskih strasti, a mu tudi ljubezen ni bila tuja. Poznal je tisto neuresničeno mladostno ljubezen in tisto silno hrepenečo ljubezen, ki te vsega prevzame, pa čeprav si že soprog in oče. Čeprav si mož, ki srčno ljubi svojo izbranko in svojo družino, ko bi ne bil poznal ljubezni, ne mogel bi o meni pisati z naklonjenostjo. Saj sem počel stvari, ki jih nikoli nisem hotel in jih nikoli ne bi smel. Hvaležen sem vašemu dragemu pisatelju, da je razkril pravo ozadje moje žalostne usode. Da je pokazal ljudem, da nisem le zver v človeški podobi, ampak čuteče bitje. Da imam srce in da me boli v duši, ko v iskanju rešitve sejem gorje. In zakaj? Zato, da pridem od zibali do groba? A ne skrbite, moj grob še ni blizu. Jaz živim v zapisanih besedah in bom živ, dokler jih bodo ljudje brali. Krstnik pa. No, njegova pot od zibeli do groba ni bila dosti daljša od Jurčičeve. Še preden je dopolnil 45 let, je tudi on zavedno zatisnil svoje oči. Danes veste o njem, da je bil časnikar, pisatelj, notar, politik, deželni poslanec in župan tukajšnje občine tedanje. Dela mu torej ni manjkalo, čeprav je samo o sebi zapisal, da je grozno len, zato ker je zjutraj rad dolgo spal in je potem popoldan potegnil še kakšno uro ali uro in pol. Je pa zato potem delal pozno v noč. Včasih pa je pozno v noč, kot nekdaj Prešeren, s prijatelji praznil bokale in prepeval, da so jih potem naslednjega dne vse grla in glave bolele. Kdo ve, kaj vse bi še napisal, ko bi se na lovu, ki mu je bil tako veselje, ne prehladil in se potem skoraj 2 leti trudil, da bi se pozdravil. Poleti 1897. leta ugonobila ga je jetika v grlu. Ampak tako kot njegovi junaki, med katere se s ponosom štejem, bo tudi on živel v vaših in v vaših potomcev spominih, dokler bodo njegove besede prišle do vaših in do njih oči in src. No, ne bom vam dal v nadlego, dovolj sem vas moril, samo to vam naj še rečem. Ne častite njegovega spomina samo s proslavami in prireditvami, ampak vzemite kdaj v roke tudi njegovo pisanje in spoznajte žalostne zgodbe njegovih junakov. Vsak občinski praznik je priložnost, da pregledamo naše dosežke in se pogumno zazremo v prihodnost, ki vedno najde nove načine za preživetje in za boljše življenje.
Vse pa je odvisno od nas samih, ljudi. Človek je tisti, ki ustvarja boljše ali slabše čase. Tudi nove tehnologije, ki vodijo v robotizacijo in umetno inteligenco, upravlja človek. In kakor ugotavlja pesnik, imeli smo ljudi, tako tudi danes lahko rečemo, imamo ljudi. Ljudi, ki se poleg svojega osebnega življenja razdajajo za dobrobit vseh na različnih področjih, ki so gonilna sila in motor vsake sredine. Družba je največkrat nehvaležna, včasih krivična in nerazumevajoča. Zato je naša dolžnost, da jih vsaj ob posebnih priložnostih opazimo in jim damo priznanje, moralno zadoščenje. Današnji slovesni junaki dela niso več rudarji. Ti so naši požrtvovalni gasilci, noč in dan pripravljeni na pomoč, nikoli ne zatajijo. Niso reševalci samo ob požarih. Njihova dejavnost je prerasla v prisotnost pri vse pogostejših naravnih ujmah. Letos pa so ostali celo brez svojih klasičnih prireditev in s tem brez sredstev. Vse napore vlagajo v posodabljanje opreme. Prostovoljna gasilska društva Prevoje, Lukovica, Krašnja, Blagovica in Trojane so letošnji dobitniki županjinih priznanj. Prosim gospo županjo, da pride na oder za to podelitev. In najprej vabim tudi predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Prevoje, ki bo prejel plaketo ob občinskem prazniku. Naslednjega prosim predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Lukovica, da se nam pridruži na odru. Sledi predstavnik prostovoljnega gasilskega društva Krašnja. Zdaj prosim, da se nam pridruži predstavnik prostovoljnega gasilskega društva Blagovica. Na oder vabim tudi predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Trojane. Tako, zdaj vsem skupaj lahko še zaploskamo, mi, ki smo v dvorani in seveda vsi, ki spremljate prenos, pa vabim, da pridete, da stopite sem spredaj za skupinsko tako, ja, da ne bomo gledali stolov potem na fotografijah, ampak res tiste, ki so zaslužni za priznanja in tudi gospod županjo. Tako.
Tako še enkrat čestitke vsem nagrajencem in za naše junake gasilce, za njihov pogum in plemenit človeški napor naj zdaj zazveni rokovnjaška himna avtorja Viktorja Parme iz pevoigre Rokovnjači v izvedbi naših fantov kvinteta Zarja, ki so se poimenovali po kulturnem društvu Zarja iz Šentvida, nastalem pred več kot 100 leti. Fante bo na klavirju spremljal Tomaž Pirnat. V letošnjem poletju smo odkrivali domače kotičke prelestne narave, ki so nam prinašali mir, toplino, tišino in spoznanja. Uzrli smo junijske lipe, visoke trave, prve jesenske sadove. To naj bo naša vrnitev, ko se upamo, vračamo v normalne razmere. Zelen od visokih trav, po senu omamno dišeč, od peloda rumen, v zrelem žitu zlat. Naše jablane se letos šibijo pod sladkimi bremeni, zlato rumenimi lestenci zvonijo v toplem južnem vetru. Očara me ta silna moč. Dragi naši, naj se naša letošnja jubilejna prireditev izteče v zahvalo za vaš obisk, v priznanje vsem organizatorjem in nastopajočim. Vabljeni, da se udeležite tudi drugih prireditev, ki jih ob občinskem prazniku pripravljajo društva v občini Lukovica. Upamo, da bomo po dolgi kulturni suši spet množično prepevali in uživali v sproščenem druženju. Želimo vam zdravo in varno jesen. Naša občina pa naj uspešno piše novo zgodovino.